Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v prvi ponovoletni uri resnice na spletnem portalu Info 360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja, dr. Sebastijan Jeretič in dr. Bernard Nežmah, oba lepo pozdravljam. Naša tokratna tema pa je politični pregled leta, ki se je ravnokar izteklo, in napoved leta, ki se je pravkar začelo. Bernard, kaj bi ti rekel, da je politično najbolj obeležilo leto 2025? Kaj se je mogoče tebi najbolj zapisalo v spomin? Vemo, ti že vrsto let vsak teden napišeš kolumno, ne? Tako da si na nek način, bi rekel, tudi kronist teh politično-družbenih dogodkov v Sloveniji. Po čem recimo si boš leto, ki smo ga ravnokar dali ad acta, najbolj zapomnil? Ja, gotovo sta to oba referenduma. Referenduma sta povzročila to, da javnomnenjske ankete, ki so do takrat ali pa da ves čas nekako ustvarjajo vtis, kako je razpoloženje med volivci, so imele test na glasovanju. In obe sta se izkazali za veliko presenečenje. Ankete so napovedovale popolnoma druge rezultate in obeh je vladajoča koalicija kar občutno izgubila. K temu bi jaz dodal še tretjo, to je bila pa zadnja odločitev Ustavnega sodišča okoli zakona o zdravstvu, kjer so presodili, da je prepoved dela zdravnikov zaposlenih v javnih zavodih pri v zasebništvu protiustavna. Namreč to je bila velika mantra, uničimo dvoživke, skratka, to je naš program, za to se borimo in naenkrat se izkaže, da je to, kar so počeli, ena glavnih preokupacij je protiustavna. In ta dva, oziroma vsi skupaj, te trije obrati so tisti znaki, ki nakazujejo, da bodo volitve bržkone zelo zanimive. Ok, Sebastijan, podobno vprašanje tudi zate. No, jaz bi k temu mogoče dodal nek čist drugi fenomen. No, in tle se mi zdi, da je ena zadeva, ki je določila prejšnje leto tudi nek strateški preobrat Goloba, ne, ki je usporedno z vsemi temi porazi, ki jih je Bernard izpostavil, se zgodil nekako pred poletjem, med poletjem. Na začetku leta je že kazalo, da je Golob popolnoma izgubljen, da so tudi določeni centri moči v levem bloku že dvignili roke od njega, razen Zorana Jankovića, ki ga je ohranil pri življenju. In pol se je zgodil nek pomemben preobrat v strategiji njegovega delovanja. Torej, ne glede na vse poraze, na vse neuspehe od reform do referendumov, je začel delovati strateško, dajmo reči, po nekem ameriškem modelu. Začel je spremljati torej fokusne skupine, ankete, začel je tako imenovan framing oziroma uokvirjanje. Celoten aparat Svobode je začel zelo usklajeno komunicirati. Ko se je recimo zgodil še ena prelomna točka, to je uboj Aleša Šutarja, je bilo 2 dni najprej tišina strani Svobode, po 2 dnevih pa so očitno na podlagi analiz našli pravo točko in so začeli nekako spomnili so na uboj Slavca iz Grosuplja. Torej zadeva, ki se je zgodila pred leti. In najprej je začelo par tistih kletnih profilov na X-u pa na Facebooku to sprožati, ko so pa ubili Slavca, ni nihče odstopil in tako naprej. Potem je začel kakšen poslanec, pa ministri, na koncu celoten aparat izjemno usklajeno, isti stavki, iste zgodbe. In podobno se je videlo tudi na nekaterih drugih primerih. Skratka, usporedno z politično realnostjo, to pa so referendumski porazi posameznih reform, se je zgodil pa en pomemben strateški preobrat. Namesto tistih, dajmo reči, zelo
šlampastega, arogantnega, samovoljnega komuniciranja, ki je označil prvi del mandata, se je začelo izjemno profesionalno komuniciranje strani predvsem Roberta Goloba in Gibanja Svobode in mislim, da je tudi to dejavnik, ki bo pripeljal do tega, kar je rekel Bernard, da bodo rezultati volitev res zelo zanimivi, ker imamo na eni strani popoln polom na vsebinski ravni, kar se te vlade tiče. Imamo tudi vedno bolj, ko se pogovarjam z ljudmi, občutek, da gre za neko odtujeno, arogantno elito tukaj v Ljubljani, ki nima stika s stanjem duha po državi in ne samo odtujeno, ampak tudi izprijeno. Ko se pogovarjam z ljudmi po Sloveniji, se čujejo zelo podobne besede. To je perverzije, kokain, korupcija, skratka Babilon. To je, mislim, da najboljša metafora, ki označuje Golobovo elito in mislim, da je bil to tudi eden od dejavnikov, ki je vplival, če ne, vsaj na tisti prvi referendum. Ta prvi referendum proti privilegijem na področju kulture so skušali prikazati kot referendum proti kulturi, kar sploh ni res. Slovenci seveda se zavedamo, za nas je kultura neka svetinja, nekaj, kar vemo, da nas je skozi stoletja ohranilo, ampak to je bil prej upor proti tej arogantni, izprijeni eliti, ki jo nekateri označujejo za izrojeno levico. Jaz mislim, da je bil to upor proti kulturi, kot je recimo afera Fotopub. To je neka taka simbolna točka, mogoče celo največja teža na vratu te vlade, če se bo v naslednjih 3 mesecih kaj zgodilo, kjer gre za droge, posilstva, skratka za nek zelo perverzen vidik spet te babilonske kulture, ljubljanske leve elite in potem je sam še korak asociacija dalje, spomin na recimo afero Baričevič in na vrsto nekih drugih zadev, ki se nikoli niso do konca razkrili. In jaz mislim, da je tlele eden od tistih elementov, ki lahko odigra pomembno vlogo tudi na marčevskih volitvah. Skratka, seveda je politika sestavljanka zelo različnih elementov, ki potem narišajo ta skupni mozaik in eden od izjemno energijsko nabitih elementov se mi zdi ravno ta občutek, da je v Golobovem krogu, da gre za neko izprijeno elito, odtujeno od realne Slovenije, ki živi iz meseca v mesec, ki ima neke svoje težave, kjer so ljudje sicer nekako, dajmo reči, še vedno zadovoljni s tem, kar imajo, niso pa zadovoljni s tem, da nekdo živi v nekem nezasluženem razkošju na račun njihovih žuljev. In se mi zdi, da ta občutek, da nas vodi neka arogantna, odtujena elita, zna odigrati kar pomembno vlogo na marčevskih volitvah. Ja, jaz takole bi k temu dodal, pa malo odvzel, jaz kakšne tele posebne korektnosti Goloba v javnih nastopih zdaj ne vidim. Če pomislimo, koliko je bil slab mesec nazaj, ko nekako dopoldne novomeška bolnica sporoči, da so odpustili najboljšega kirurga, čez uro, 2 ob obisku doma v Nemoglih, pa Golob že govori pred kamerami, kako je... To se me v mislih kot profesionalnost, ne korektnost. Moralno zavržno. Skratka, on je enako v svoji naravi, in to je očitno njegova politična značilnost, izjemno konflikten, izjemno napadalen. Zdaj, jaz mislim, kaj o tej spremembi, jaz jo bi nekje druge potegnil. Namreč, kaj je bila njihova predpostavka, oziroma pa čisto dejavnost vira, da lahko počnejo karkoli, ker imajo medijski backup. Recimo, že zdaj pogledamo, danes piše Delo, Slovenija je nekako svetovno znana, zdaj po svetovni uspeh po zunanji politiki in jih imamo eno serijo tovrstnih člankov, ki so sami po sebi zdaj nesmiselni, ker kako pa meraš, če se tako vprašamo, kako se je do tega zaključka prišel, se ni nekakšen meritev, pa tudi jasno, vedno boš najdel kakšnega simpatizerja. Skratka, do teh 2 referendumov je kazalo, da ti lahko počneš karkoli v politiki, če te potem mediji
primerno povzdignejo, obračunajo z nasprotniki. In zato je bil tudi, rečemo, popolnoma prosti lik predsednice Državnega zbora Urške Klakočar, ki je stranka, se je tolerirala vse, skratka, aroganco in norčevanje iz opozicijskih poslancev. Ta dva dogodka, dva referenduma sta pa pokazala, da očitno medijska podpora ni vedno zadosti. In če so do takrat verjeli v tem, da bodo samo s pomočjo obvladovanja medijev ali pa podkupovanja lahko ustvarjali to lepo, idealno sliko samih sebe, je to postal en problem. In zaradi tega so očitno začeli tudi retorično igrati malo na druge strune. Recimo, ta obisk Goloba takrat na seji v Novem mestu je unikaten. To je prvič, da je nekje 2 uri sedel, v miru, pridem, poslušal Filipike na svoj račun, niti trznil ni, in potem ponovil vse, kar so njegovi kritiki zahtevali, je vse obljubil, da to bo. Skratka, to je odigral, odigral. Je bil dober, ker je mogel samega sebe premagati, ker to, kar je počel, v sanjah ne bi hotel početi. To so vsekakor na nek način začeli. Ampak res je tudi, da tele porazi, ki jih vidimo, če gledamo na recimo MMC, ima vest Ustavno sodišče razveljavili, ampak zraven pa že Golobov komentar, ne, to je potrditev naše pravilne politike, niso razveljavili naše smeri, naše pravice, da delamo reforme. V resnici, da moramo tako gledati, mediji, tako kot so, predtem in tudi zdaj, te, na katere imajo največ vpliva, zelo skrbno slikajo realnost in to je edina realnost, ki jo imamo, to, ki jo percipiramo prek medijev. Res pa je, in to je pa malo uganka, kako močna je, rečemo tole, usporedna realnost na spletu oziroma v manjših medijih. Nekaj, kar se zgodi, ko imamo kakšen vzemimo ta primer, ko je bil na proslavi novoletni enega holdinga v Ljubljani, se pravi Janković povabil oziroma sabo imel Goloba in imel Golob nenavaden govor, tako bi rekel, gostilniški, ne pozabiti, da sem dal jaz božičnico, koga boste volili, un vam jo bo vzel. Skratka, niti osebe ni. In očitno je nekdo to posnel, skrivaj. In najprej je to se krožil po recimo spletu, pa Nova 24, pa še kakšen manjši medij je dal, potem že vidim, Pop TV začel, javna televizija se je tega brala kot hudič križa, dokler ni Tarča sama to objavila. Hočem reči, en takle medijski dogodek, ki je bil najprej popolnoma odrinjen iz osrednjega toka, ampak je obstajal. Ker je pa njegova vsebina tako šokantna in tako močna, je bil interes ljudi tako velik, da so začeli na veliko brskati po teh in potem na koncu so bili prisiljeni. Pop TV ima vse nos za to, da ve, če je nekaj kurantno, ne more molčati. Nacionalka lahko molčijo, v čemerkoli, oni ne. In hočem reči, to je pa en faktor, ki postaja če dalje bolj pomemben. In zdaj vpliva na te medije, pa kako to deluje, je pa ta hip pravzaprav očitno je nekaj, da je to močno, da to vpliva, a dovolj ali ne, jaz bi rekel, da najbrž ja. Iz enega razloga. Mene spominja, mi bojo zelo zanimive tele volitve. Mene slog oziroma vladavina Goloba po svoje spominja na Titovo dobo. Skratka, čaščenje, zunaj vseh kategorij, od njega do drugega je svetlobna razdalja, niti nima. On je portparol, če vzamemo dva velika voditelja, oba sta bila premierja, se pravi, tale, ki je igralec Serpentinšek, Marjan Šarec in Bratuškova, ko sta pristopila v njegovo stranko, sta umolkala. One dva nikoli ne govorita več v imenu stranke. Šarec je mogoče
po potrebi stranke napadel Prebiliča, ampak drugače on ne govori, ne komentira. Če nas bi kaj zanimalo, kaj se dogaja svobodno, nihče ne gre k tema dvema. Pa sta bila oba predsednika vlade. Skratka, on je zunaj kategorije. Mediji veliki mu še vsem ves čas skrbijo za njegov silni imidž, če tako pomislimo, da kadar se odloči iti na televizijo, ima hkrati večerni termin nacionalki in Pop TV. Posod bolj manj ugodna vprašanja, ne nič kaj. Tacga iz repertoarja, kar ne bi hotel slišati. Skratka, imamo torej podobno zgodbo kot za časa Tita, zdaj razlika je samo majhna. Da takrat ni bilo nobenih javnih opozicijskih medijev, zdaj so. In takrat ni bilo volitev, zdaj so volitve. Skratka, to je vsekakor priložnost in konec koncev, ne glede, vzemo tudi leto 90, ne glede, da je imela partija takrat silen vpliv na množične medije, je pač prišel poraz. Kdaj je situacija tako prelomna, da si pa ljudje zaželijo konca? No, se mogoče, da se kalibriram na začetek tega. No? Ko sem rekel, da je bil ta preobrat v profesionalnosti, usporedno s tem je seveda popolna nemoralnost. Ne? Jaz mislim, da je on, ugotovili smo že, človek, ki mu ni problem lagati, ki lahko zjutraj reče nekaj, se anketa spremeni, bo zvečer rekel kaj drugega. Tisti primer, ko si ga omenil, takojšen odziv na odpustitev dr. Kavčiča. Jaz imam celo sumim, da je bila zadeva strateško pripravljena, zaradi tega, ker je on dolgo govoril, da dvoživke umetno podaljšujejo čakalne vrste, verjetno jim je kakšna fokusna skupina pokazala, da take prazne floskule niso dovolj, ker ni bilo nobenega konkretnega primera in so si enostavno morali izmisliti nek primer. In je zelo priložnostno prišla recimo novomeška bolnišnica, ki je direktorica, kandidatka socialnih demokratov. Skratka, je lahko zlahka se sestavila neka taka zgodba, ker so bili isti moment zelo dobro pripravljeni na odziv in predsednik vlade Golob in drugi akterji te koalicije in predvsem se je potem videla spet ta organizirana falanga na družbenih omrežjih. Tako da, ko sem rekel profesionalno, sem mislil predvsem to, da na začetku mandata je on govoril, kar mu je padlo na pamet in je lahko čez 2-3 dni se povlekel nazaj, ni bilo problema, zdaj pa, ko gre bolj strateško in včasih tudi ustraja v kaki zadevi, torej niti finančni minister ga več ne ustavi, niti kakšen drugi, recimo nobena pravno-zakonodajna služba ga ne ustavi v določenih idejah. Zdaj vidimo, da mu gre na roko celo ustavna sodnica, ki potem piše svoja ločena mnenja in se po neumnosti sklicuje na lažne novice, objavljene na portalu Necenzurirano. Skratka, imamo eno zelo močno omrežje moči, ki mu seveda ga suportira predvsem RTV in Siol, Pop TV precej manj, zaradi dejavnika, ki si ga omenil, ker seglih razumejo, bom rekel, tudi sentiment javnosti in ker so komercialni, ampak jaz mislim, da jim celoten ta aparat enostavno ne bo dovolj, da premagajo realnost. Jaz mislim, da so ljudje dovolj razočarani v številnih segmentih, od gospodarstva, zdravstva do vsega drugega. Potem imamo kmetijstvo, da ne govorimo o razočaranju. Skratka, imamo skoraj da celotno družbeno telo, ki je ne samo razočarano, ampak ki ima prej še tisti dodatek, ko sem ga rekel, nek občutek tudi gnusa, jeze, sovraštva, zaradi te arogance Golobovega kroga in celotne perverzije tudi kakih drugih akterjev. In jaz pričakujem, da ne glede na izjemno moč, ki jo trenutno kažejo te zelo površinske ankete, to so ankete, ki delujejo bolj kot neko tisto prvi priklic, kar ti pade na pamet, ne pa dejanska volilna izbira, ki se bo na koncu zgodila. Verjamem, da ima Robert Golob zdaj dosti boljše analize, od fokusnih skupin do precej poglobljenih anket, ki jih je Valicon sposoben narediti, in da tudi zaradi tega vlada tako velika panika v Svobodi, ker se zavedajo, da je realni potencial, ki ga imajo glede na stanje duha v družbi, precej slabše, kot ga kažejo te
površinske ankete. In zaradi tega mislim, da jim ob vsej moči, organiziranosti, profesionalnosti tega aparata ne bo uspelo premagati realnosti in verjamem, da se bo na letošnjih volitvah zgodil preobrat. Ja, v bistvu še en moment je to, da je Golob uspel zadušiti svoje koalicijske partnerje. SD je pač stara od Čebin naprej, koliko 100 let stara stranka, če gledamo čisto skladno. In zato še kar ustraja navzlic s porazom, neuspehom in njena moč aparata toliko in toliko ima svojih, ampak če gledamo tako propulzivno, z idejami in medijsko jih praktično ni. Recimo so naredili potezo, ki niti ni bila poteza. Ko je vodstvo RTV že kar očitno nakazovalo, da odstavlja, ukinja Tarčo, in potem je prišel relativno zelo močen protestni odmev vseh mogočih krajev, se je oglasila tudi SD. In SD je javno nasprotovala vmešavanju politike oziroma vodstva v ukinjanje oddaje. Ampak to je bila ena izjava, noben ni naredil naslednjega koraka, da bi prišel recimo Han, ali pa kdorkoli, Goršek, kdorkoli pred kamere, pa še nekaj dodal. Skratka, vpisovali so tako za zgodovino, imamo nek dokaz, da smo naredili, ampak trudili smo se, da jakaj ne bi postavili. Če veliko už mislim, da je z Levico. Če vzamemo, Levica je imela ideje, kakršne koli, ali si jih imel, so ti bile simpatične ali ne, eno držo, in kaj je od tega ostalo, če tlele sosedna stavba, imamo Dramo, in ta Drama je obgrajena z temi ograjami, nastopa pa v skladišču v Litostroju. In to že leto pa pol skoraj, Rečki stane koliko je, 70,000 na mesec najemnina, se pravi, imamo tam 1,5 milijona, smo že porabili. Zdaj se vprašamo, kdo je dobil ta 1,5 milijona. 1,5 milijona bi, če bi igrali naprej v stari Drami in čakali, da dobijo gradbeno dovoljenje, tako kot človek pričakuje, da država deluje, da država financira stvari, ki imajo gradbeno dovoljenje, ne projektov, ki jih nimajo. Bi igrali naprej in ta 1,5 milijona bi lahko recimo ministrica Vrečko dala vse mogoče kulturnim skupinam, ki so ostale brez denarja. Zdaj, namesto tem, so dali raj lastniku Hale. To je neko dejstvo. In to stranka Levica. In to stranka Levica. Za koga skrbi, če tako gledamo. Tudi pokojnine so bile enaka stvar. Tudi vprašanje, koliko so izgubili tam podpore, ker večina kulturnikov ne dobi takih penzij. Skratka, to je za privilegirane. In zdaj je bila nerodnost, ko so ankete, jaz sem sicer skeptičen do rezultatov, ampak ta je bilo tako nekako pomenljivo, pa saj zbudljivo je bilo, da je nekdanji član Levice Kordiš svojo novo stranko, Mi socialisti, nabral več podpore, kot cela Levica s 3 ministri, establishmentom, 100 služb, ki so jih s fotopubom z vsem. In to mi seveda pove še nekaj. Tam jih je zadela panika in so pripovedovali nesmisle, da so ustvarili desni mediji Kordiša, se pravi, mesec je to hladno krvno trdo. Ampak, če vzamemo zelo preprosto, kaj je bil Kordiš? Kordiš je bil Levica. On je bil samo član, on je utelešal z svojim vehementnim nastopom, z kritikami, tudi stilom oblačenja življenja, je bil Levica. V resnici. Je bil bolj Levica, če bi rabil pojavno obliko, kaj je Levica, pa imel na en stran Asto Vrečko, na drugi stran Kordiša, nekoč ne bilo dileme, za koga bi rekel, da je Levica. In tega najbolj prodornega člana so, ne samo onemogoče, so vrgali stranke. In zdaj, če vzamemo, gremo malo nazaj, pa se spomnimo. Nekoč je bil Matjaž Hanžek, ki ne samo, da je bil ombudsman, on je bil že v 60-ih literat, protestnik, kar pomembno ime alternativne kulture. Tacega človeka so eliminirali.
Potem je bil v Mariboru tisti protestnik Trček. Skoraj kot so ga mogli varnostniki neseje. Skratka, bil je res pain in the ass za unga, ki ga kritiziral. Skoraj bi se lahko zmotil preko Trčen. Recimo. Ampak tam je bila erupcija nekega fajta. Je končal zunaj stranke. Potem smo imeli še Violeto Tomić. Jaz sem da je bila igralka, ampak ona je bilo njeno srce. Z dušo je igrala. Najbrž vse to je. Ona ni težko igrati, ker igra samega sebe. To ni igra več. To je čist primerna politika. In evropska kandidatka je bila za poslanko, jo vržejo tako rekoč iz stranke, ali pa potem se sprejo. Če vzamemo takole, imamo 4 take obraze, ki so vsi bili močnejši od katerega koli, ki so ostali, in vseh teh 4 so se znebili. Kar mi govori, jaz tacga samomora v strankah pa res še nisem videl. Da bi kaj s tem, rečemo, Janša in Hvalica, pa je Hvalica zginil, ali pa Brejc. Ampak to je bilo... Midva s Sebastianom so mogoče tu pristranske, ker so bila nekoč v stranki, ki je delala podobne stvari, ampak nočva zdaj ugrabiti. Nočva zdaj ugrabiti debate. Konc 80-ih je bil popolnoma drugačen, tam so razpadale stranke. Ampak recimo, v zadnjem... Ampak tako bom rekel, tudi če imate spominjava, klede so šli 4 veliki protagonisti, ne samo eden ali pa 2. Manjši stranki govorimo, nima take tradicije. Ne, recimo, če enih pari gre tudi kje. In zdaj, kaj so pa namest njih smo dobili? Namest njih smo dobili pa zelo etablirano, zanesljivo stranko, ki so vsi enaki, bolj ali manj, in nimajo vsebine. Zdaj so si jo umislili z združevanjem z Vesno, kar se mi zdi, da je popolni znak strahu pred katastrofalnim porazom. Namreč zakaj? Vesna je recimo nastala kot simpatična stranka, po dolgem času ena zelena, ki je imela uspeha celo na volitvah. Ampak, če vzamemo, kaj sta 2 protagonista, sta pomembni figuri. Predsednica je vodila akcije čiščanja Zgornikova. Slovenija, to je bila velika akcija, ki nekaj očita. 2krat je bila. Macerl je naredil še več, je uspel v Trbovljah dejansko svojo osebnim angažmajem in vztrajno politiko zablokirati emisije Lafargea in potem celo to ustaviti. Ampak zdaj se moramo vprašati, kdaj se je to zgodilo. To je bilo 10-15 let nazaj. Oba glavna protagonista sta imela največje dejanje pred 10-letjem. Kaj pa zdaj? Zdaj, edina, ki jo jaz vidim, je, da so glasno proti ljubljanski sežigalnici. Recimo, da bo to politika. Ampak tukaj pa ne navadno. Združujejo se na volitvah z levico, ki v tem ne podpira. Tam nismo videli še, da bi prišel na skupni tiskovni konferenci Asta Vrečko in recimo Macerl in oba napovesta ustavitev projekta ljubljanske zažigalnice. Skratka, potem recimo ena stvar, ki je delovala tako, kot novom, je bilo to ko obtiranje z Prebiličem, ko so pravzaprav kot stranka favorizirali nekoga, ki ni bil član stranke za Evropski parlament. Ni imel nobene zgodovine na področju ekologije. Ne. In so ga torpedirali. To je bila tudi relativno velika stvar, ampak pa zdaj pridemo spet do enega paradoksa. Z človekom, ki so ga uspeli, oziroma združno so, eni in drugi so priuspeli k njegovem takrat volilnem triumfu, z njim ne sodelujejo. Sodelujejo pa stranko, s katero do zdaj niso sodelovali, pa je često imajo popolnoma nasprotne poglede. Tudi ne vidimo, jaz ne vem nobenega jasnega razloga, zakaj pa ne sodelujejo s Prebiličem. Da jih je izdal nekaj tacga, ampak teč ne vidim nobene izdaje nikjer. In hočem reči, torej, če se ti 2 stranki združujeta za volitve, je stališča levice pravzaprav nenavadno.
nenavadno in tudi zakaj bi pravzaprav ponudili kakršnakoli izvoljiva mesta, se to bo naslednja zgodba, a bo Vesna sploh dobila kakšno izvoljivo mesto, a ne, na to. Po drugi strani je to poskus, da se zdaj mi predstavimo, da smo predstavniki zelenih idej. In jaz seveda mislim, da značilnost populacije, ki pa srce bije malo na zeleno, je pa to, da niso ravno popolnoma naivni. Da hočejo imeti neke materialnosti. In ker so zunaj mainstreama, iščejo argumente. In v levici ne morejo najti nobenega argumenta. In ena stvar, ki je prej omenil že Sebastian, je tudi to, da recimo na teh volitvah zna priti v spredje skoraj prisilna situacija, da ljudje začno sami malo premišljevati realnost. Zdaj je ves čas poudarek, če dalje boljš nam je. Neki statističen podatek dobiš, najboljši, en spet en drug, če dalje bolje vsega več. Zdaj pa, če gleda nek slehernik svojo plačo, svojim denarjem na karticah in v denarnici, se ugotavlja, da je omejen, stvari so čedalje dražje. Skratka, od elektrike Golobove do najemnin, stanovanj in lahko se ugotovi, da je objektivno na slabšem, kot je bil. Ampak to mora zdaj sam priti do te točke. Skratka, javno časniki poročajo, da živimo čedalje boljše. In to vprašanje postaja zelo pomembno, tudi konec koncev, če gledamo stvar prehrane. Hrana je eksplodirala cene. Sploh tista, ki je malce bolj skrbno, sonaravno, ekološko pridelana. In zdaj, kdo gleda te številke, vidi, da je stvarnost temna. No, jaz mislim, da se je levici zgodilo podobno, kot se je številnim skrajno levim strankam po Evropi zgodilo, ko so prvič dobile priložnost sodelovati pri vladanju. Imamo tipičen primer Sirize, potem je Podemos. Cinque Stelle v Italiji je malo drugačen, ki ni bil samo skrajno levi, ampak splošno populistično, protestno nekako gibanje. Ampak recimo, ko si omenil to izločitev Kordiša, to je res. Miha Kordiš je srce neke levice. Mislim sicer, da zelo daleč je od tega, kar bi danes zagovarjal, mogoče v študentskih letih, po kakem žuru bi se celo strinjal glede kakšne točke, ampak on je dejansko varufak iz slovenske levice, recimo, če tako pogledamo. Njemu verjameš, ko reče mi socialisti. In zaradi tega je bil tam nekako izločen, ostali so pa tej nekako, ki so si službe priborili, ki so se, kot je reče naš kolega Videtiš, uhljebili, ki so iz služb na zaupanje ministra šli na redne zaposlitve in tako naprej. Skratka, prišlo je do soočenja neke ekipe z realnostjo sodelovanja pri vladanju. In to je seveda razočaranje. Razočaranje najprej za tiste, ki so še vedno s srcem na skrajni levici, in ki enostavno ne morejo sprejeti dejstva, da so njihove ideje skrajne, nesprejemljive, nesmiselne za življenje v neki urejeni, pluralni družbi. In tiste, ki pač malo pozabijo srce, ki jim je zanesljivost službe, kabineta, šoferja enostavno pomembnejša od ohranjanja nekih tistih radikalnih idealov. In jaz ne vem, ali je levica sposobna prestopiti prag, delno zaradi tega, ker je odhod Kordiša in vseh tistih imen, ki si jih omenil še predtem, absolutno dosti težji kot prihod ene Vesne. Jaz mislim, da tudi rezultat na evropskih volitvah je bil v večji meri rezultat Vladimirja Prebiliča kot same Vesne. Jaz mislim, da je on zlorabil Vesno zato, da je lažje zbral podpise in da je bilo tudi zaradi tega ni bilo potem naprej neke ustrezne kemije, ker on nikoli v karieri ni nastopal kot nek veliki ekolog, borec za naravno okolje, prej je bil borec za razvoj, torej razvil je Kočevje, se je tudi hvalil z industrijskim razvojem Kočevja. Skratka, tej odhodi
tistih levičarjev z močnim levim, skrajno levim srcem, so zagotovo ošibili levico, ne glede na to, da moramo priznati, Luka Mesec se razvija v zrelega politika, ki bi celo bolj sodil v kakšen stari SD. Jaz mislim, da bi on prej bil naslednik tistega resnega SD-ja iz 90-ih let, pa mogoče še do prve Pahorjeve vlade, ko je parlamentarna, ko je bil še nek intelektualni bazen, ko smo imeli parlamentarni steber v Miranu Potrču in tako naprej. In mislim, da je edina možnost za stranko Levica, da pride v parlament najprej čisto na drugi strani. In sicer pri vprašanju, ali se lahko, oziroma koliko se lahko sesuje Golob in Gibanje Svoboda. Ker eno je to, da jim Kordiš odnaša. Drugo je, v sami kampanji bo Luka Mesec verjetno malo kompenziral, čeprav sta oba močna retorika, ampak verjetno bo imel več medijske priložnosti kot parlamentarna stranka, ampak jaz mislim, da Levici še največ pobere sam Robert Golob. Zaradi tega, ker je enostavno večji populist danes kot Luka Mesec. Prej si omenil njegovo agresivnost, sovražnost do recimo dvoživk, do vseh ostalih, to je tipičen element populizma. Skrajno sovražne fronte, čisti mi proti umazanim onim, proti umazanim dvoživkam v zdravstvu, proti pohlepnim podjetnikom, ki ne privošči ljudem božičnice, proti vsem tistim, ki so na drugi strani. On živi najprej karakterno, živi od te arogance, da rečem, drugo pa tudi strateško-politično populizem živi od skrajno sovražnih front, ker je to edina možnost, da se mobilizira neka skupina. In jaz mislim, da je skozi celoten mandat Robert Golob dejansko popolnoma prevzel diskurs Levice, torej ideološki diskurs tega, kar bi Luka Mesec moral v kampanji zastopati, in da bo ob polarizaciji, ki se pa vedno dogaja na slovenskih volitvah, 2018 je bila edina izjema, da se je na drugem polu razpršilo, zaradi tega je lahko Marjan Šarec s tistimi 14% sestavil vlado, jaz to, kar pričakujem, seglih večjo polarizacijo, in če bo Robert Golob zdržal do konca, bo, mislim, da predvsem on krivec za verjeten izpad Levice iz parlamenta, in mogoče celo za izpad socialnih demokratov. Torej, socialni demokrati imajo vedno nekako nekaj mesecev pred volitvami za par točk višji rejting, kot ga kasneje realno dosežejo. Zaradi tega, ker sem rekel, da te ankete danes, to niti slučajno ne moremo jemati kot volilno napoved, niti približe volilne napovedi, ampak gre dejansko za odgovor iz kavča na prvo žogo. Gre torej bolj za temu, kar reče v vedenjski ekonomiji, heuristika razpoložljivosti. To pomeni, da ko nimaš jasnih argumentov, znanja, podatkov, poveš prvo stvar, ki ti pade na pamet. In socialni demokrati, ker imajo 100-letno tradicijo, so seveda ena od tistih strank, ki večkrat pade na pamet ljudem, ki se pol v samem finišu kampanje premislijo in volijo nekoga drugega. Tako da jaz mislim, da največji problem Roberta Goloba bo, če doseže dosti večji rezultat, kot bi mu mi danes pripisali. Če bo on dosegel maksimum svojega potencijala, ga bo dosegel na račun tega, da bodo njegovi partnerji spadli iz parlamenta in da bo ostal dejansko osamljen na levem bloku. Ja, samo to je seveda njegov prispevek, ampak partnerici sta igrali v tej igri z veseljem. Če človek opazuje, dobiš predvsem občutek, da se ne upajo zlepa nič reči, oziroma da karkoli bodo rekli, najprej pomislijo, a se bojo zamerali Golobu. Skratka, težko vodiš ti stranko, ki mogoče celo njegovi soprogi, ne? njegovemu krogu ali pa. In v tem smislu je zdaj ena velika razlika z opozicijo. Opozicija ima za razliko od opozicija, stranke, ki so zdaj niso v vladni koaliciji, skratka, čisto enostavna definicija opozicije, so tokrat 3. In vse 3 imajo svoje substance. Sploh recimo Nova Slovenija, odkar ima novo vodstvo, deluje zelo suvereno, skratka, čutiš, da imajo neko identiteto novo, so si postavili.
In zdaj, ker so 3, je pravzaprav onemogočen ali pa postaja nesmiselen ta antijanšistični diskurs. Če imaš samo Janšo, rečeš, bo Janša prišel katastrofa gor dol, ampak, oziroma, ali pa tudi ljudje, ki potem sprejmejo grozljivi lik tega princa teme, kot mu rečejo, nek sprotniki njegovi, imaš seveda še 2 druge opcije, še 2 drugi varianti nasprotovanja vladi. In ta nabor 3 različnih modusov drže do vlade je seveda velika strukturna prednost. Vladajoča stran ima samo eno, kot pravi Sebastian, lahko na koncu samo ena stranka še ostane. Te imajo krat 3. In to je zelo, zelo pomemben faktor tudi v dejstvu, da navzlic, recimo, verbalnim spopadom, predvsem SDS-a proti Logarjevi stranki, ostaja to na eni dovolj džentelmenski ravni. Skratka, to se ne poglablja nekako. To je pač par komentarjev, ki tudi lahko gledamo čisto objektivno, kdo bi rekel, a so odigrani ali niso odigrani, ampak dejstvo je, da je nekdo, ki je bil del ene stranke, šel na drugi in se mu ne boš mahal v veselje. Tako da to je tudi pomemben preobrat. In to, kar je bilo vedno stalnica zadnjih 15 let, nastanek nove stranke, kaže, da tokrat ne gre. Tokrat ne gre, oziroma pač morda nekaj majega, če bo s Prebiličem, če je dovolj močan lik. Še nekaj je tudi v tem smislu, a bo močan ali ne, je vse povezan, a bo imel kakšno idejo. Do zdaj je razen tega, da je drugačen kot vladajoča koalicija, retorično je pa vedno na isti strani oziroma proti opozicijskem bloku, je to težko, da bi karkoli potegnil. Tudi osebnosti nima, da bi oziroma tudi ko, če se vprašamo, pa rečemo, kaj je pa značilnost te stranke. Jaz lepa ne najdemo, onkraj njegovega obraza je ni. Tako da, dobro, lahko malo spremeni strategijo, še kaj doseže, lahko oziroma na tako katastrofično držo strankarskih vodstev in Levice in SD-ja, morda lahko celo na njun račun še kaj dobi, ampak to je drobiš. Še eno vprašanje, eno temo bi rad, da pokomentiramo, preden počasi zaključimo ta naš tokratni pogovor. In sicer zanima me vajno mnenje, a je to, bi rekel, eksces ali simptom družbe, v kateri živimo, namreč, da je javno razkrito, da se predsednik vlade in župan glavnega mesta uradno zasebno dobivata v prostorih nad lokalom ali pa v okviru lokala, ki je v lasti na zaporno kazen pravnomočno obsojenega zaradi trgovine z drogo. Se mi zdi, da saj v evropskih državah nismo imeli še podobnega primera. Nihče praktično na to ne odreagira, nihče tega ne presprašuje, to smo vzeli kot golo dejstvo, kot nekaj, kar mogoče celo smo slutili ali pa že vemo. A je to po vajenem mnenju simptom ali je to pač v bistvu eksces tega našega aktualnega časa? Jaz mislim najprej, da je to simptom zelo jasne ugotovitve, da je gazda levega bloka Zoran Janković in da je Golob podrejen Zoranu Jankoviću. Zoran Janković je tisti, ki je danes najmočnejši igralec tudi v ozadju levega bloka in ki se lahko dogovori in s Kučanom in z vsemi drugimi akterji, da se uveljavi njegov interes. In njegov interes je dobivati gradbena dovoljenja za investicije v Ljubljani. In zaradi tega je on zadovoljen z vlado Roberta Goloba, ker ima urejene odnose z 2 bistvenima ministrstvoma, ki so za to potrebne in kaj dosti ga več ne briga. Torej ne vodi on neke razvojne, programske politike ali kaj podobnega, ampak ga zanimajo izključno investicije in od vlade potrebuje samo to in čisto nič drugega. Mi smo videli, da najprej na začetku mandata je Golob se probal v tisti svoji aroganci malo postaviti na svoje noge, očitno je hitro sledilo par klofut iz ozadja
in je zelo, torej že na samem začetku mandata bilo jasno postavljeno, kdo je glavni, ko je predsednik vlade celo moral nekako disciplinirati svojega zdravstvenega ministra, da se je javno opravičil županu, čeprav je imel tisti minister prav v tisti zgodbi. Ne? Tako da jaz mislim, da bo to zelo pomemben dejavnik marčevskih volitev. Ta ugotovitev o popolni navezi Golob-Janković, o tem, da je Janković nadrejen Golobu in da dejansko marca ljudje odločajo o tem, ali bomo imeli še eno vlado v interesu Zorana Jankovića z fasado Roberta Goloba, ali bo prišlo tukaj do preobrata. In jaz mislim, da vse te zgodbe, kot sem rekel, o korupciji, razvratu, o tem, dejansko bi rekel, da je najboljša metafora, da je ljubljanska elita en Babilon. Mislim, da bo to odigralo pomembno vlogo pri odločitvah seveda tistih ljudi, ki bodo spremljali debate o teh temah. Ne? Problem v Sloveniji je, da velik del javnosti ne spremlja čisto nič. Neke ankete, neke analize pred časom so pokazali, da največ 100,000 ljudi v Sloveniji sploh spremlja politiko. In jaz mislim, da je odgovornost vseh teh, ki spremljajo politiko, da izkoristijo čisto vsak pogovor, ki ga imajo od danes do 22. marca z prijatelji, sosedi, naključnimi ljudmi, ki jih bodo srečevali, in da oddela civilna družba ta preobrat, če je dejansko takšna napetost v Sloveniji. Če ni, pa nič, bomo imeli pač še en mandat. Slovenija bo preživela je že marsikaj drugega. Ne? Ampak jaz mislim, da tisti, ki so zainteresirani za preobrat, bodo morali svoje v kampanji oddelati. Ja, jaz bi rekel še bolj banalno. Kaj najbolj nenavadno pri tej zadevi je, da nekdo, ki je obsojen zaradi narkokriminala kot vodenja, ne stopi FURS in pogleda, odkje je dobil denar za svoje kafiče, lokale in podobno. Ne. Skratka, ne išče izvora tega denarja. Ne. In to je pa resen problem, in to bi znala biti nova tema in usodna pri teh volitvah. Ne samo zdaj ta mafijsko-kriminalni del, ampak sistematično nedelovanje pravosodja in FURS-a. Namreč ta case, ki se je zdaj izkazal, da je 6 let, odkar je bila pravnomočno vložena obtožnica, sodišče ni razpisalo niti ene obravnave proti Jankoviću. Celo bivši predsednik Vrhovnega sodišča Florjančič, ko nikakor ni bil blizu desnim opcijam, je bil iskreno začuden. Iskreno, polno začuden, da je to možno. In očitno gre, gledajte, tam poslušamo en kirurg, ki je zunaj službe, pač ima veliko delovne energijo, veliko operiral, ni naredil v resnici nobene škode bolnici. Bolnica tako ne more operirati količine pacientov, ki se targirajo na njo. Potem imamo pa torej sodnika, ki 6 let nič ne naredi, predsednika sodišča, ki 6, in se ne oglasi premier, pa reče, to je pa res moralno, pravno zlorabljanje, zavržene, da nekdo kaj takega naredi. Vzamemo tudi eno primerjavo, a poznamo kakšen primer, da je to hitrost sodišča. Ne? Bagatele so takoj, ali pa cel kup drugih procesov. Janša je bil v 6 letih že v zaporu, ne, da se šele proces ni začel. Če vzamemo tako, še par let počakajo, pa sploh ne bo vse skupaj zastaralo. In to je resen problem, in zato je tudi velika možnost, recimo tudi za Logarjeve demokrate, ko Logar je bil kot vodja preiskovalnih skupin prav s tem finančnim kriminalom se ukvarjal, da oni lahko utelešajo tudi to zahtevo po, bi rekel,
implementaciji pravne države, pa ne zdaj takole v načelu, ampak čisto konkretno, zakaj sodišča, ko bi mogla soditi, ne sodijo? Skratka, te bi rabili en zelo močen, ne z novim samo ministrom, ampak zelo močen res tudi v sodstvu, pa sploh pa v Fursu, če vzamemo to komedijo. Furs se kvari, koliko je Romom avtomobilov pobral, ker niso plačevali, so bili davčni dolg, tle imamo pa mafijske šefe, pa ništa. Evo, kot vidite, tudi po novem letu nadaljujemo z nastavljanjem ogledala politiki in družbi. Dr. Sebastijan Jeretič, dr. Bernard Nežmah, najlepša hvala za vaše vajine tokratne komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, vam seveda hvala za pozornost. Prihodnjič se vidimo spet naslednji torek, do takrat pa kot vedno lahko noč in srečno.